Doktor Kunaver, pod vašim vodstvom ste sodelavci Laboratorija za polimerno kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvili nov, inovativen postopek za pridobivanje nanoceluloze. Vendar želimo najprej pojasnitev, kaj v bistvu je nanoceluloza. Veste, da vse rastline praktično vsebujejo celulozo. To je pač eno od osnovnih gradnikov celotne te rastlinske strukture. To je sicer biopolimer, ampak je sestavljen iz fibrilov, to se pravi po teh posameznih niti, ki so združene v te fibrile. In seveda en del teh fibrilov je amorfen, se pravi, drug del pa je kristaliničen. No in prav ta kristaliničen del ima velikost nano, in sicer so večinoma je ta nano tam med 200, 300, 400 nanometrov dolžine in par 10 nanometrov premera. No in ti delci oziroma te iglice so nanokristalinična celuloza. No in to smo uspeli izolirati na malo drugačen način, kakor je znan po svetu. No, lahko rečemo, da gre za nov material, in če gre za nov material, kakšne so njegove lastnosti? Ni nov material, zato ker nanocelulozo so prvi izolirali že leta 1983, če se ne motim. Ampak seveda potem je pa bil problematičen postopek pridobivanja. In ravno postopek pridobivanja je tisti problem, zaradi česar te nanoceluloze še nimamo, rečemo, prosto dostopne na trgu. In ravno naš postopek je inovacija oziroma izboljšava tega postopka pridobivanja in računamo, da bi na ta način lahko omogočili večje količine, bolj dostopne in večje količine za na trg. Kakšna pa je razlika med do zdaj uporabljenim standardnim postopkom pridobivanja in pa tem novim inovativnim, ki ste ga vi razvili? Poglejte, na tej skici se vidi, da je potrebno najprej mletje oziroma kar zelo komplicirana predobdelava vseh teh biomaterialov, ki vsebujejo celulozo. Potem je običajno postopek beljenja, kjer je pač potrebno odstraniti lignin. No in potem, ko imamo celulozo oziroma celulozna vlakna, pride šele do tiste prave kemijske predelave, kjer poteka ta kislinska hidroliza. In ta najbolj običajen postopek uporablja žveplovo kislino v koncentraciji 65–60% ali več. No in seveda potem dobijo neke vrste zmes kisline in pa teh nanokristalinične celuloze, kjer je potrebno odstraniti najprej delce stran, potem je potrebno odstraniti kislino in šele na koncu še dispergirati z ultrazvokom, da dobimo suspenzijo. Ta suspenzija je običajno v vodi in ravno zato, ker je nanoceluloza zelo, recimo, polarna, pride takoj do agregacije in zato seveda je tudi koncentracija te nanoceluloze v vodi relativno nizka, tam 2–3%. To je standardni postopek? To je standarden postopek, ki ga recimo tudi največ zasledimo v vseh teh znanstvenih revijah in tako naprej. No, kakšen je pa postopek vaš, ki ste ga razvili, ta inovativen, ki sva rekla? No, naš postopek preskoči kar precej teh vmesnih faz. Mletje je potrebno, tole je recimo tale kitajska trava z mleta, ki smo jo uporabili kot en modelen primer izdelave nanoceluloze. Beljenje nam ni potrebno, tudi neka izolacija celuloze ni potrebna, ampak takoj to biomaso podvržemo depolimerizaciji oziroma oglikolizi z zelo nizko koncentracijo kisline. Tukaj govorimo o 65%, mi dodamo samo 3% kisline, kar je že ogromna razlika in seveda potem je potrebno še centrifugiranje in namesto dialize, dispergiranja in podobnega, tukaj samo centrifugiramo, spiramo z organskim topilom in to ponovimo 3–5-krat. Skratka, postopek ima samo 4 stopnje in to je to. Se pravi, prednost pred tem obstoječim standardnim do zdaj? Izjemna, zato je tudi cenejši.
hitrejši in pa manj obremenjuje okolje, zato ker tukaj je potrebno vso to kislino, ki jo je v prebitku, odstraniti. Pri nas je pa samo 3% kisline, ki se dejansko izpere pri tistem centrifugiranju in spiranju z organskim topilom. Kako ste pa prišli na misel razvoja tega novega postopka? Kako ste ga odkrili, ne, da gre za nanocelulozo? Ja, zgodba je pravzaprav zanimiva. Mi se z utekočinjanjem biomase ukvarjamo že dobrih 10 let. V tem času smo razvili lepila za iverne plošče, potem smo za poliuretanske pene. Skratka, na več načinov smo optimirali to utekočinjanje biomase prav z namenom, da pridobimo neke nove materiale z višjo dodano vrednostjo. No, in ko smo se ukvarjali z uporabo utekočinjene biomase kot goriva v turbinskem motorju, smo ugotovili, da kljub relativno dobrim pogojem in tako naprej, nekaj zamaši filtre. No, in potem smo prišli na idejo, da mogoče pa to ravno nanokristalinična celuloza in dejansko je to nanokristalinična celuloza. In potem je bilo potrebno samo še optimirati pogoje, da smo pač nekako dobili čim večji izkoristek pri izolaciji te nanoceluloze. Postopek ste tudi patentirali, ne? Kaj to pomeni recimo za sam Kemijski inštitut, recimo tak patent končni konsekvenci, pa tudi za Slovenijo kot tako? Ja, glejte, to znanje, glede na to, da se pač postopek toliko razlikuje in ker je toliko cenejši od vsega, kar je zaenkrat na trgu, je to naša velika prednost. Zato pač neka mednarodna zaščita je povsem logičen korak in mi pač pričakujemo, da se bo nekdo našel, ki bo imel toliko korajže, da bo ali odkupil celotno znanje ali pa da se bomo pogovorili o licenci. Ker dejansko tukaj je bilo vloženo veliko truda, tudi ni bilo neko dodatno specifično sofinanciranje niti strani države, niti strani Agencije za raziskovalno dejavnost. To je šlo pač v okviru vse tega programa, ki ga imamo na oddelku in sedaj pač pričakujemo, da bomo nekaj s tem pridobili. Zanimivo bi bilo slišati tudi, kakšne so možnosti uporabe nanoceluloze, seveda na katerih področjih in pa tudi v kateri industriji, ne? Glejte, naša nanoceluloza ima v bistvu več prednosti. Ena je sigurno ta, da je koncentracija v organskem topilu več kot 10%. Govorimo o 10, 20, 30% nanocelulozi, suspenziji nanoceluloze v nekem organskem topilu. S tem smo avtomatsko preprečili aglomeracijo, ki takoj nastane takrat, kadar je suspendirana nanoceluloza v vodi. To je prva prednost. Druga prednost je ta, da dejansko tako suspenzijo v organskem topilu veliko lažje vmešamo v neke polimere, kot so recimo polimetilmetakrilat, polilaktična kislina in tako naprej. Skratka, pričakujemo, da bo bistveno lažje ojačati določene polimerne kompozite z našo nanokristalinično celulozo. In ravno tukaj je čar oziroma privlačnost tega produkta, zato ker dejansko kompoziti so tisti, kjer se pravzaprav nanoceluloza pokaže in pokaže svoje izjemne lastnosti. Ker vedno, kamorkoli se primeša ta nanoceluloza, se mehanske lastnosti bistveno izboljšajo. Pa je to recimo v premazne sisteme, v različne kompozite z raznoraznimi polimeri, to se pravi, da ekstrudiramo in tako naprej in naredimo recimo neke avtomobilske dele, naredimo recimo neke druge materiale, lahko uporabimo nanocelulozo tudi v folijah za zapakiranje živil, ker pokazalo se je, da je propustnost za kisik in za pline bistveno izboljšana, oziroma je manjša propustnost. Potem v papirništvu vem, da so tudi že poskusili uporabiti nanocelulozo v izdelavi papirjev in so zmanjšali gramaturo. Skratka, možnosti je zelo, zelo mnogo. Nenazadnje je treba omeniti tudi možnost, da se nanoceluloza uporabi kot nosilec zdravilnih učinkovin. Glede na to, da imate že patent, ne, in da Slovenija tako rekoč
bogata z lesom. Ste kaj razmišljali o tem, kakšne so lahko to prednosti za slovensko industrijo lesa? Glejte, to je kljub vsemu, če grobo ocenimo, je to kemijski postopek. Se pravi, da bi prednost pri izdelavi nanoceluloze bo imela taka industrija, ki ima infrastrukturo za to. Nekako si mislim, da bi to lahko počel Helios, recimo, ali pa nekdo drug, ki ima za to primeren reaktor. Saj niso potrebne neke specialne naprave, ampak še vedno zaradi same infrastrukture, zaradi okoljskih dovoljenj in tako naprej, bi imel prednost tisti, ki ima že to na svojem dvorišču. A ste se kaj pogovarjali tudi recimo s kakšnim svetovnim proizvajalcem nanoceluloze? S proizvajalcem ne, vendar se je pa že pokazal interes v PPG-ju, to se pravi, mislim, da je to ena ogromna multinacionalka, ki izdeluje premaze za avtomobilsko industrijo. Oni so že nekaj poskušali na tem področju in so zainteresirani. Omenili so tudi, da bi eventualno kupili licenco. Mi samo pozdravimo to lahko. Res pa je seveda, da bi nam bilo ljubše, če bi se to zgodilo v Sloveniji.